Se pravi, zato, da mi spletno stran vidimo, ne, je v zadju en jezik, ki se mu reče HTML, ne. Pa dajmo tegale pogledati Ignacijev dom. To stran, ki mi takole vidimo, jo brskalnik tako ne vidi, v ozadju laufa, se pravi, je napisana koda v HTML-ju, ki jo tukaj spodaj vidite, malo takole zaprta, to so taki označevalni jezik, se temu tudi drugače reče, tudi Word na temu principu deluje. Nekako je razdeljen tole na dva dela, kot vidite tlej, se pravi označba HTML, za tegale vidim, da je že v HTML5 napisan, potem je pa head, pa body, ne. Head so te meta podatki, ki jih rab. Zakaj jaz zdaj v HTML-ju govorim? Zato, ker nekaj malega v HTML-ju treba vedeti. Ker bomo mogli vedeti, kako delati povezave, to bomo si pol pogledali. Dobro, da veste, da v zadnji so podatki, ki so bolj vidni, pa so podatki, ki so manj vidni, ne. Če grem jaz zdaj tle, recimo, z miško na eno povezavo, imamo tle spodaj napisan poletne dejavnosti za mlade 2012, tistle majhen napisek, to je že podatek znotraj HTML-ja, ki pa takoj ni viden, ne. Iskalniki, se pravi search engine, pa to vidijo in to zelo upoštevajo, kaj sem jaz napisal noter. Je zelo pomemben. Semantičen splet je en poskus, kako to informacijo podati, da ti v spletno stran dodaš ene informacije, ki na prvi pogled niso videli, strojih pa znajo brati. Spletna stran je narejena za uporabnika in za stroje hkrati. Mogoče najbolj pomemben obiskovalec je res Google. Skoraj ga ni bolj pomembenega, ker če Google ne zna prebrati, vas ne bo znal rangirati, pa vas pa tudi ne bo znal pokazati. Se pravi, vam ostanejo druge metode oglaševanja. En lep primer tazga meta podatka, ne, sem jaz najdel na temu seminarju. Mi hočemo, če mi dajemo eno informacijo naprej, mi hočemo res olajšati tem mašinam, da bojo znale s to informacijo delati, ne. In če jaz prekopiram tale link, ne, a vi veste, kaj je URL? Mogoče kdo ne ve. URL je tale stvar na vrh tukaj, ne. Kjer je noter napisan, kje se tale vsebina, ki sem jaz priklikal do nje, ne, načeloma priklikaš od prve strani, poiščeš seminarje in pa če tale zdaj tlele takoj na razpolagam po ta naš seminar današnji, ne. Že prva stvar, ki mene zmoti pri teh URL-jih, da niso berljivi, ne, ni not nobenega teksta to. Če jaz to enemu pošljem, ne, pa recimo v mailu imamo toliko znakov v dolžino prostora, pride en del teksta v novo stran, mislite, da uporabnik ve, kaj mora skopirati, kaj pa ne? Ne ve. Uporabnik lahko vzame takole, ki je blok, ne, brez ID-ja, pa tole klikne in pride na gledališki večer. Celo nekam pride, ni zanimiv, ne? Če pa cel link pogledamo, ne, tukaj bom sam res na kratko predstavil, zakaj so te meta podatki pa ta semantičen web pomemben. Tole pa se pravi Facebook od mojega podjetja. Nimam kaj veliko frendov, ampak se to ni pomemben. Jaz tlele noter linkam tale, se pravi, kopiram tole povezavo in kaj meni Facebook v tej strani pove. Facebook mi pove, da je to seminar Socialne akademije, ki dosti več o njemu ne ve, pa da je to Jomla dinamičen portal in sistem za upravljanje spletnih vsebin. Poleg tega mi tale Facebook še ponudi veliko enih slikc, ki so malo ene več veze, ene manj veze, ne. Če ste vi tole spletno stran videli, je mogoče tale imidž ta glaven, ne.
Medtem ko pa recimo imam jaz tukaj recimo eno povezavo na festival, 31. festival Idrijske čipke, kjer gor na vrh, ne vem, če vi vidite, a ne, je datum, se pravi letnica, ker mi izdamo okoli 20 povezav na leto, nimamo še na mesec razdeljen, ampak imamo vse v enem folderju, ne. Tle se že v tekstu, če jaz to nekomu dam po mailu, že ve, kam jaz pošiljam, ne. In ve verjetno tudi, kje je konc temu, se pravi človeško brljivi linki. Tle pa spodaj je napisan, ne, tale rumen del, to je description. Ta description vi vidite tudi v searchu pri Googlu. Se pravi, ta description ni nepomembna stvar in ni fajn, če piše Joomla noter. To je CMS sistem, na katerem je narejen. Ja, saj jaz sem tudi pozabil. Na prejšnji strani, ki sem jo pokazal, sem tudi pozabil napisati to zadevo, ne. Se pravi, mi se ukvarjamo s tem, da posredujemo to informacijo, ne. Prek, kot smo prej videli, razdeljen spletne strani, svoje spletne strani ali pa če jih imam več. Prek spletnih portalov, to bi jaz rekel, recimo kot nekako oglasi, ne vem, če se z avtomobilizmom ukvarjaš, potem hočeš v portalih, kjer te članke objavljajo, objavljati svoje članke, nekako pride do tega, da se eni ti računajo, eni ti ne računajo. Pri nas je to kar drag špas te člankov. Mislim, da najcenejšo ponudbo sem imel 50 € na članek, da si en mesec malo bolj viden, potem pa. Ampak ideja je, da pač širiš informacijo. Lahko pišeš blog svoj, lahko komentiraš na drugih blogih in pač spodaj daš, velikokrat imaš možnost svoj link dati. Pri teh stvarih je treba biti malo previden, to bomo pogledali, kaj je treba paziti. Socialna omrežja, video omrežja, forumi, ostale uporabnikove vsebine. To sem jaz malo mislil tudi, dobro, forume ali pa recimo, če ne vem, na 24 ur, če se kdo ukvarja s tem, da to komentira tam kakšne članke, ali pa na Facebooku, če se, verjetno vsak uporablja Facebook tudi v svoje poslovne namene, ne, zato da se proba propagirati, ne. Predstavljam si tako, jaz sem ga zaradi tega odprl, pol pa je bilo cel kup ljudi kar naenkrat gor, ne. E-pošta je še zmeraj zanimiva, mobilno oglaševanje prihaja not, ampak mislim, da tle še ni nekih prebojev, ampak je to ena stvar, na katero bi bil jaz pozoren v prihodnosti. Že sem danes omenil, na koncu bo en slajd, Simobil sem nekje prebral prav, da 40 uporabnikov mobilne telefonije ima pametne telefone. Koliko ima pa zdaj točno uporabnikov v Sloveniji? 1,5 milijona, koliko? Samo vsak mobitel presnet. In 40% od teh je stakili, ne. Ta je taka, 100 € dobrih, ne. Pa že zna marsikaj. Deljenje informacije z okolico, to je se pravi naš cilj, da bomo mi čim bolj kvaliteten način to informacijo naprej dali, ne. Zato je treba razumeti, kako brskalniki delajo. Oni ne gledajo naše spletne strani, oni berejo HTML. In noter tiste podatke. In mogoče zdajle primeren čas, da pogledamo Flash. Evo Mitch Styling. Oni si to lahko privoščijo. Ne, blazno lepa stran, ne, super, vse nekaj, mislim, da ima še muziko, mogoče nima. Ampak tale stran, glejte, tlele je recimo, tukaj je že vsebina gor. Ampak v osnovi je pa to Flash. Mogoče da v tale še bolj lep primer. To je vsebina, ki jo Google gleda, ne, tole spodaj v rdečem. Tega, kar gor vidite napisan not, ne boste najdeli v tem HTML-ju. To je problem teh spletnih strani v Flashu. Če mi hočemo eno informacijo podati, ne, jo lahko napišemo v header, v meta podatke, ampak kot smo rekli, tle pa v headerju pa vse piše, ne, mi imamo quite le content noter napisan, pol imamo, vse imamo napisan, ne, po tej strani. Ampak dajte si predstavljati, mi smo rekli, da je prvoten splet delal na zaupanju,
ker si ti rekel Google, jaz delam to pa to pa to. Ja. Pa gre pa Google pogledat, kaj pa ti res o sebi govoriš, pol na spletni strani pa nič ne vidi. Ne? Pa si misli, ja. Tle pač ni informacije. To je pač en programček, Flash je programček, ki dela znotraj spletne strani in ima informacije zapečeno noter. Je pa lep, ne. Ja, jaz sem zdaj tle eno spletno stran, sej pač, a ne, tle se nekaj dogaja, pa se slike menjajo, pa se poznate te tehnologije, ali pa recimo tle imam eno galerijo slik, ki se takole premika, pa lahko klikneš na no. To ni nič v Flashu, pa se dogaja. Danes je že, pa ta stran je narejena v HTML4. Ne. Se pravi, obstajajo jQuery knjižnica za JavaScript, omogoča marsikaj. Mogoče si napišite tisti, ki vas programiranje zanima. Že v HTML4 se da marsikaj narediti, ne. Zdaj v HTML5, mogoče je zdajle to čas, da pokažemo, ker ravno temu govorimo, ne. Problem HTML5 je, da ni še čisto podprt. Mislim, da ga bo Internet Explorer za 10 malo bolj podpiral. Ampak jaz sem si tlele poiskal malo, tole podpora. Imamo dva elementa noter, Canvas pa WebGL, tole je narejen v Canvasu, tale drevešček izrastel. Tle so eni ptički, ki letajo okoli. To je HTML5 in Canvas. Ne. Canvas je pač ena tehnologija, kako slike... Ideja HTML5 je, da video in slika, da je to del vsebine. Problem Google je, da slikc ne zna brati. On zelo gleda, kako vi file shranite, kaj je ime fajla, ne? Pa kaj so tisti meta podatki, kot je alt pa naslov, title, ne? To gleda, potem on nekako ugotovi, kaj je na tisti slikci, ve pa ne. Zdaj tle, ko pa narišeš, zna pa on to že počasi odpreti, kaj je noter narisan. Ena od stvari, ki mi Google lahko povemo, a ne, tle se lepo vidi, to je tak XML struktura. Se pravi, HTML je v bistvu označevalni jezik, ki je v XML-ju in pol recimo Word dela v temu, sam da mi jaz razložil, da te znali to brati, ne. Zdaj tukaj vidite URL, pa konc URL-ja. Znotraj URL-ja imamo podatke o temu, kje se nahaja, kdaj bo nazadnje posodobljen, pa priority, ne. To se da določiti, ne, recimo na strani. Zdaj, jaz na Jomni ne vem točno, kako je to, paket verjetno en plugin. Vsi portali ga imajo, mislim, vsi ti CMS sistemi ga imajo. Ampak na ta način mi lahko malo sugeriramo. Zdaj pa, on se pa odloča, bo to upošteval ali ne. Ampak nekako je treba vedeti, kaj je XML, zato da bomo pol znali link narediti, ne. Ker če ti hočeš nekam link poslati, pa če hočeš tole strukturo poznati, ne, sitemap. Sitemap je v bistvu na podoben način, kot je tisti RSS, en XML, ki ga lahko daš Google in rečeš, to mi ti poindeksiri, tole imam jaz tlele kot pomembne stvari. In jaz recimo tle pod novicam imam en RSS, ne, na tej strani, kjer pač promoviram neke določene vsebine, točno tiste, ki jih jaz hočem. Pa na osnovni strani je tudi nekaj tazga, ne. Ja, jaz rečem, ta stvar ne gre v RSS, načeloma imam jaz eno zadevo, ne. Jaz imam v novicah ene članke tlele, pol na sprednji strani imam pa druge, ne. In pač tle se vrtijo, ker je pač bila zahteva taka, da je stran dizajnerska, pa zelo prazna, je pač ta rotator tlele, ne. Se pravi, tale slajd, ki ga zdaj tle vidimo, je, kje mi lahko te informacije vse širimo, ne. Se pravi, če pravimo Google rangira glede na to, koliko je ena stran pomembna, na vsako stran na vašemu portalu
dodeli pač Google vsaki strani PageRank. Včasih je to bilo za celoten portal. In PageRank pomeni v prvi vrsti. Kaj si vi mislite o vsebinah na vašem na spletni strani? Ne, če pač tehnološko narobe stvar postavljena, potem lahko pravno obvestilo izpade pomembna vsebina. Potem, kaj si drugi mislijo o vas, svežina, pa kaj se o vas ve, ne, koliko je stara domena, pa kakšen je strežnik, kolikokrat nadela, pa take zadeve. In tle nekako so tele linki. Pomemben je tudi, koga vi linkate. Do nas, ne? Do nas, pa koga mi. Pa koliko pogosto se to dogaja. In tle se začne pač ta bitka. Ne. Primer moje spletne strani, pa imam en blogec, pa imam Facebook stran, pa mogoče še Twitter, pa tlele linke not vozim, ena iz Twitterja, ena iz Facebooka, pol sem en članek nek objavil, ali pa dva, pol tale moj prijatelj se linkava med sabo, tukaj jaz linkam enega, tlele so še kakšni prijatelji, ta recipročen link. Recipročen link je čisto v redu zadeva. No. V glavnem, linki so tista glavna stvar, ki povejo, koliko je ena stvar pomembna. Ampak Google res ne gleda sam v zunaj, pa ne gleda sam not, ampak gleda vse. In zdaj, če si pogledamo en primer PageRanka, tle je ena stran Ajax PageRank Checker, v njemu bom pogledal vse teh spletnih strani za PageRank Checker je polhen. Jaz bom pogledal tole, ki velja za eno najstarejših strani Telegraf.co.uk. Če jaz pogledam tale članek konkretno, ima PageRank 5. Ta članek. Če tlele ni, če gremo na Technology, je PageRank 7. Ker grem bolj proti korenu portala. Če grem pa na Telegraf.co.uk, PageRank 8. Ne glede na to, kdo je linkov. Ja, kar smo iz tega videli, pomeni, da tista vsebina znotraj portala je zelo pomembna, ampak najbolj pomemben je pa koren portala. Pa je zmeraj tako, da je padajoče? Ja, po moje. Mislim, ne more biti drugače, ker nekako se... Ja, jaz zmeraj... Z vseh strani imate vi link na prvo stran. Ja, se res. To pomeni, da vi na vsaki strani smatrate, da je prva stran najbolj pomembna. A bo držala, ne? Se pravi, PageRank, ampak se res dodeli vsaki strani posebej. Ne sam portalu. Optimizacija se deli se pravi na notranjo optimizacijo, to ste slišali sigurno, zunanjo optimizacijo, po končni fazi optimizacije tudi ocena konkurence. Jaz, če nimam konkurence, take relevantne, se ne bom kaj dosti s tem ukvarjal. Naredil en page, ki bo dober notranji optimiziran, mora biti na prvi strani. V parih mesecih bo sigurno med prvimi zadetki. Če pa jaz konkuriram v izdelavi spletne strani, knjigovodske storitve, to so recimo ključne besede, ki so zelo konkurenčne pri nas. Težko priti na prvo stran. Ampak še zmeraj imamo pa še eno orodje. Mi tudi, če nismo na prvi strani, imamo lahko še zmeraj visok obisk, imamo socialna omrežja, imamo tiste dige, ki smo jih prej pokazali, imamo polno enih načinov, kako imamo videoportale, polno enih načinov. In če pač ne moreš dobiti strank na tak način, da visoko rangiraš, ali pa ni neke računice, da bo denar, ki ga boš ti not vložil v tisti svoj projektek, včasih večji, včasih manjši, da se bo to povrnilo. Ideja je tudi, da se zgodi en dober ROI, da se investicija povrne, da je en dobiček iz tega. Prav notranja optimizacija, kaj vi mislite o svoji vsebini? Zunanja pa kaj drugi, pa kako razširjena je informacija. Zelo važno je, da so te informacije razširjene po različnih portalih. Google se poskuša ponašati človeka. To smo že omenili, pa naslovi, besedilo, tekst je kralj, čim več teksta, pa ne preveč.
Google po eni strani ve, da ljudje ne marajo veliko brati, ampak on ima pa rad veliko teksta, pa naj saj bojo pod vsebine, ki linkajo to glavno vsebino zelo obsežne, če hočeš imeti malo vsebine na strani. Multimedija, video portali, prav notranje povezave so pomembne. Če z prve strani ni povezave na eno vsebino, pol ne bo nič. Google gleda, mi probamo zavajati ljudi. To so neke black pa white hat tehnike, ki boste mogoče kje prebrali. Ne probati nad zavajati. No. Vse niste programeri, pa ne veste, kako se to dela in je brez veze. Pač so ene tehnike, kjer ti nabašaš stran s ključnimi besedami in na spletne strani sem recimo najdel, ki išče po spletnih straneh ključne besede, pa sestavlja na ključne stavke. Tisti so totalni nesmiselni stavki. Če jaz kupam eno domeno, ne vem, spletne strani.com, pa jo registriram za en let. Kaj bi si mislil en v meni? Ne? Ja, mogoče me drug let ne bo, a ta misel 2 let dela, ta misel samo 1 let. Ali sem jaz dal 10 evrov za domeno, ali sem dal 100 evrov za 10 let? Pri nas so te domene zelo drage, probite v zunji registrarje iskati. Predrago se pri nas to računa. 20 evrov sem videl, da je en registrar pri nas za kom domeno računa. Kar je več kot 10 evrov, je preveč za .com. Za koliko časa? Za 1 leto. Aktualnost. Ena spletna stran, ki skozi vsebino spreminja. Ne? Če jaz imam en članek napisan, pa je tam 10 let, pa je skozi isti, pa se ne spreminja. Ja, če je o grški mitologiji, potem se ne sme spreminjati. Če pa je o eni aktualni zadevi ali pa v politiki, se pa itak skozi spreminja. Ne? Vsebina se mora spreminjati. Unikatnost pa rednost. No, to je unikatna vsebina, ne kopirati enega teksta pa ga dajati gor na svojo spletko stran. Razen, če ne linkate pol originalnega teksta. Če ne, pa znajo slediti penale. Rednost. Jaz objavim 10 člankov, pa pol leta nič. Konkurenca pa vsak teden enega objav, pa jih je 6 objavila. Ne? Ali pa ne vem, vsak mesec enega objav, pa jih je pol leta 6 objavila. Konkurenca je redna, mi smo pa kampanci. Dobro. Škoda je, da imamo povezave, ki nam ne koristijo. Tlele, neznanje povezovanja. Povezovati se je pač treba znati. Mi moramo vedeti, kako je link, pa da pač nekateri portali nam ne dajejo linkov. Mi mislimo, da nas vežejo, pa nas ne. Ali pa nas iz slabše rangirane strani. Mi moramo te povezave imeti naštudirane, če hočemo, da kaj štejejo. Če imaš ti, znajdi si z prve strani. Link je veliko vreden, če pa z nekje enega njihovega poddirektorja pa zelo malo. Malo si bomo pogledali, kako se gleda to. Ene par primerov imam. No. Kaj pravzaprav je tisto, kar ljudje iščejo? Zato se uporablja AdWords, Google Keyword Tool, se poznate verjetno. Tle not mi vpišemo, pa še vse več teh orodij za te ključne besede, ampak ideja je, da mi rečemo eno ključno besedo, ajde, naj se en nekaj spomne. Idrijska čipka. A ne 1000 iskanj na mesec. Kaj nam ta podatek pove? Če mi vemo, da 70-80% ljudi pogleda samo prvo stran. To res. Ja. 30, odvisen za kakšno zadevo tudi, po moje. Jaz mislim, da ni čisto isto za vsako zadevo. Če ti nimaš relevantnih zadetkov na prvi strani, boš šel na drugo stran. Zato je tistih 30%, ki grejo gledati. Ali boš pa popravljal keywords. Ali boš pa popravljal, pa iskal, ampak načeloma je to kar dosti res. 30% dobijo prvi 3 zadetki. Ajde, pa šel jaz v tale browser, ki ni keširan od mene, ne? Ker imam jaz tle še eno zadevo, reče se Recon. Pač gledate, kadar gledate to, delate v enem brskalniku, kjer se ne logirate v Gmail noter. Pa malo cache treba brisati za sabo.
Na tle imamo to, ajde, na 3. mestu je, ne. Plus tega, da ima še tale lep dodatek tukaj, ne. Skratka, tale tekst je pomemben, to je description, ki smo ga že danes nekaj omenili. Ne vem, 10-15%, če si na prvih 3 pozicijah lahko računaš klikov. Povezava ima 3 elemente. Title, to je ta neviden, ko greste z miško gor, pa se pokaže. Pol imate URL, ne, kjer je noter, probam narediti tako, da je ključna beseda noter, pa ta del, ki je viden, ki je tudi ključna beseda. Prav 3 elemente ima. Če so vsi 3 ključne besede, je super. Je 3-krat več vreden link, kot če ni. Še več je pa vreden, če je iz strani, ki je vsebinsko povezane, se pravi, če jaz napišem en članek v idrijski čipki, pa dam tale link spodaj. Zelo pomemben je, da ko vi en blog odpirate, da probate biti lastniki strani. Jaz nisem tlele. Tle je spletne strategije .wordpress.com. Jaz bom probal narediti, registrirati eno domeno in plačati tistih 10 evrov košta na WordPressu, nič več. Ne? Da v bistvu bo tle na to pisala tista domena, ki jo jaz imam. Ker s tem pol pomeni, ne? Če sem jaz lastnik domene, pol sem tudi lastnik vseh URL-jev. Če pa ta glaven URL ni moj, pomeni pa, da je lastnik vsebin WordPress. Kar pomeni, ko bom jaz enkrat, če jaz hočem imeti en posel, ne? Eno prijateljico imam, ki blog piše, pa neki kvačka neki. Pa piše takle blog, pa fino, ampak kaj? Zdaj pa začeli so naročniki hoditi, ne? Ker dela lepe stvari in počasi bo ona začela razmišljati o spletni strani, kaj, na nov bo mogla začeti delati. Njen blog ni v bistvu v njeni lasti, ker je zastonj, ne. To je pač treba gledati, da če imaš blog, da si lastnik vsebine, ker zdaj bi se jaz lahko odločil, bi ona prišla do mene, bi rekel, zdaj bi pa jaz imela tole, rekel, super, tole bomo dali eno kategorijo članki, pa bomo pa še malo, ne vem kaj, pač ima tista spletna stran, ampak to vsebino bomo dobesedno prenesli na nov strežnik, taka, ki je bila. Ne? In bo ostala nej v lasti. Ne? Mi danes, ko nekaj en blog pišemo, moramo gledati naprej, kaj mislimo z njim delati. Ne? Bodite lastniki svojih vsebin. Razlog, zakaj je uspel tej strani, da je prišla tako na vrh, je zaradi teh linkov. Linki, vsebina, ključne besede v domeni, ključne besede na podstraneh. To, da sem jaz recimo štartal, kot sem rekel, ko sem jaz štartal, je imel portal okoli 40 strani, ko smo ga zaključili, mislim, da jih ima zdaj okoli 90. Ali tam nekaj. Se pravi, jaz sem v naslednjem tednu napisal 50 strani. Ja, največ, kar jih je kdorkoli v tistem ključnem tednu napisal, ne, po moje. Če bi bil ta portal 2 meseca gor, bi bil siguren prvi zadetek, s tako intenziteto, samo ne vem, kdo bi to meni plačal. Če en tipka družinski zakonik v Google, ja, kje ga v dobu? Ja, pri meni. Ne bom ga jaz linkal na državni, tam, kjer so zakoni. Vse so zastojni tam, pa v končni fazi. Ko sem jaz štartal, sem upošteval eno preprosto dejstvo, da Google nove strani, ki se pojavljajo mečken, jim da malo protekcije. Starim mačkom ne pusti nobene protekcije, mladim mačkom pa reče, ajde, tukaj imaš zdaj 3 mesece enega obdobja, kjer bom te jaz mečken spust, takole čez oči pogledal, ne, čez prste. To sem upošteval. Spravo, bil dober narejen portal, tako kot je treba, čeprav v enem dnevu, pa tudi to je res bilo, da sem, se pravi, v socialnih omrežjih, pa to. Ok, zavajanje, nakladanje, kopiranje, hekanje. Pri kopiranju bi eno stvar povedal, se pravi, vsebina mora biti unikatna tudi na mojem portalu. Jaz ne smem, če imam jaz 2 ista portala, ali pa enega, ali pa na svojem portalu 2krat isto vsebino, ne sme biti ista. Velikokrat boste videli, da imajo ljudje domeno to, pa domeno pa isti portal, to je napaka, to se ne dela. Mislim, da je celo nedovoljeno, ne? V smislu Google. Ja, malo še tolerira, eno stran ti zdaj dol vrže. Kršitev. Ja,
eno stran ti dol vrže, druga stran pa ti je slabše rangira. Ampak dobiš panale, ne. Zato, ker pač pomeni, da ali ti dvakrat objavljaš, ali pa nekdo tebe kopira. Ja, to razumem, ampak zakaj je smiselno imeti več portalov? Ja, jaz zdaj, pa obstaja ena tehnika, ne, ker mi rečemo bolj tako, ne. Jaz objavim članek, ampak jaz bi rad 10 člankov, ne enega. Zdaj pa 10 člankov napisati unikatnih, ne, kjer bo Google ne bo videl, da je to kopiran, mogoče kakšen stavek noter. So pa potem urodja, ki se reče article spinners, se pravi vrtenje člankov, ki vam pač, to je en programček, ki vi noter vpišete, kaj se od teksta spreminja, pa na kakšen način. V slovenščini to malo težje, kot v angleščini res fino, sam rečeš, tole se zamenja z unmo. Včasih vrstni red zamenjaš, pa še zmer še kar brljivo. Se pravi, ti article spinnerji ti grejo pol in ti objavljajo ta članek, tako kot ti rečeš vsak teden na enem portalu, pa ti ga na blogerju, pa na WordPressu in ti ga širijo okoli. Brez tvoje interakcije potem. To on dela namesto tebe. Google te nagradi za novo stran, za pridnost, pa če delaš kodo tako, da ne mu brljiva. Če mora on se zelo ukvarjati s tem, kako bo tvojo stran predstavil, če ni descriptiona, pa mora on description po strani iskati. To je dodaten cajt, ki ga procesor kura. Google je... Ja, pač... Še te rangira. Ja, če je stran tako narejena, da je on zelo hitro prebere, pa zelo hitro vidi, kaj je, pa da je vse zelo jasno, pa da ni nekega balasta gor, bo rekel, fino. Pa da se hitro odpira, da je dober strežnik. Sitemap, pa RSS je fino, da je gor. RSS je res fajn, da je gor. Število ključnih besed na stran je bilo včasih, ne vem koliko, 2-3% ključne besede na stran si mogel imeti neko, to danes bolj ali manj ne velja več. Razen za iskalnik najdi si. Najdi si še dela po teh stvarih. Ja, meta podatke uporablja in vse, kar piše, če greste na najdi si, pa pogledate tlele za urednike spletnih portalov, ne, boste najdeli za urednike spletnih portalov gor navodila in tisti je vse fino imeti, ker najdi si jih upošteva, če hočemo tistih 15% slovenskih uporabnikov ujeti. Ker pa gledamo številke, koliko ljudi. Po spolih je malo drugače, po starosti malo drugače. Ja, en meta podatek je keywords, ne. In tega pač Google ne gleda več. Kaj pa gleda? On gleda vsebino. Description uporablja samo to, kar ti v searchu pokaže. Pogleda title zelo gleda. Gleda slike, meta podatke od slik. Te stvari gleda. Webmasters Tool predstavlja 1% teh linkov, se pravi, kako prideti do tistih ostalih linkov, ki ti ne veš, kje so, kakšen page rank imajo, ti hočeš vedeti, koliko do tebe linka, pa hočeš vse to vedeti za konkurenco. Ja, obstajajo orodja, ki so plačljiva, mislim, da pride po 100 evrov na mesec. Ja, zelo draga, ja. Ki to indeksirajo. Nekatere so malo boljše, vsi imajo zelo slab indeks, zelo počasi se osvežuje, ampak dobiš eno sliko, vzameš trial, ne.